Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, malo presenečenje, kaj ne da dve osebi tukaj pokriti preko glave. Nenavaden prizor, ampak marsikaj nenavadnega se v našem življenju dogaja. O nečem takšnem se bomo danes pogovarjali. Naprimer, o tem, kako velika večina nas že kar nekako sprejema dejstvo, da ko človek umre, umre telo. Duša pa ostane. Nekam pač gre, mogoče pride nazaj, mogoče ne. Z nami imamo našo staro prijateljico, gospo Aleksandro Drole, karmično svetovalko. Pozdravljeni. Aleksandra, danes bomo pa izvedeli marsikaj zanimivega. Danes sva pa začela takole malo s tem presenečenjem in verjetno so mnogi gledali in se spraševali, kaj pa imata tega dva zdaj gor na glav, a ne? In midva predstavljava zdajle dušo, ki je vstopila v to življenje. Ja, midva sva zdajle dve duši, lahko zgledava kot dva duhca. In recimo mnogi sprašujejo, kaj je, ko preden duša pride dol, preden se ponovno inkarnira v to življenje, kaj se z njo dogaja. Se pravi, ta duša dobi pozabe, a ne, vsi smo večinoma pozabili, kaj se je v prejšnjem življenju zgodilo. Lahko sva bila midva hčerka pa oče. Lahko, ja. In to je to, ko preno pozabe. Več o tem bova povedala. Aleksandra, izvolite. Hvala lepa. Za vse vas, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa obvestilce, takoj po zaključku oddaje boste lahko na Facebooku v živo sodelovali z našo Aleksandro, ki vam bo razbrala vašo osnovno dušo, nekaj takšnega. Osnovno dušno nalogo, res tisto najbolj bistveno, zakaj je tvoja duša tle in katera je tista najbolj bistvena lekcija, ki te spremlja od rojstva pa do konca. In če tisto znaš, ki tisto te glavno znaš praktično vse. Super. Se pravi, takoj po koncu oddaje na Facebook. Lahko vas pa tudi... Aleksandra Drole, ja, preprosto. Lahko vas pa tudi gledalci, ki bodo začutili interes, osebno pokličejo, poiščejo na spletni strani vizijeuspeha.com. Lahko mi tudi pišejo za enourno svetovanje in imam en teden potem ugodno to enourno dušno svetovanje, pač vse od prejšnjega življenja pa do tega. Tako da tista degustacija bo pa tudi na Facebooku in to je pač častim, to je zastonj. Super. Zdajle pa greva po vrsti. Jaz sem zelo radoveden. Duša vstopi na svet. Pravzaprav gremo, ko nekdo umre, se duša nekam umakne. Zdaj tam je, kjer pač je ena dlje časa, druga manj časa, potem pride nazaj na zemljo. Kaj se vmes dogaja? Ali je tam na eni polički, pa čaka, da bo prišla na vrsto? Ja, v bistvu bomo rekli takole. Ko duša zapusti tole zemeljsko življenje, se je ponavadi, če nam je kdo, meni je babica v rokah umrla, pa je bila taka lepa, recimo 3 dni prej, ko je šla, pa sem jo pripravljala na to, sem rekla, lej, še noben ni umrl žalosten, vsak gre z enim spremstvom in ko duša pride, ta rečemo lahko tudi ocean modrosti, vice, nebesa, v glavnem pekla ni pekel, če imaš, ga imaš tle na zemlji ali pa ga ni. In duša tam gor tudi opravlja določene naloge, sicer ene razsvetljene duše si zberejo določenega otroka, ki ga vodijo. Recimo, jaz imam enega mojstra, ki je živel leta 1000 v Indiji, je bil moj prednik, ima dosti rodov nazaj, si zbere nekoga, da ga vodi, ali pa, če nima več karme, če že razsvetljen, da je že vse zaključil, če pa se spet pripravlja na novo življenje, je kot da bi se, imaš tiste poletne počitnice, ko imajo naši otroci, recimo takrat se v bistvu nič ne dogaja, ampak nekaj se dogaja, se pripravlja na novo življenje. In tam gor se
analizira, kaj je kiksnil, kaj je pogrnil, a ima popravni izpit, a jih ima več, komu je kaj dolžen, lahko si dolžen ljubezen, lahko denar, enemu si lahko neke lepe stvari in se tudi sklenejo dogovori na dušni ravni med določenimi dušami, ki so recimo v enem takem prostoru, kot da bi sedeli na kaki fuzbal tribuni. In vsi ti dogovori med sabo so potem tudi blagoslovljeni strani mojstra karme, recimo, ali pa teh naših glavnih gospodarjev karme, rečemo božanstev bogov, pa če delam po sanskrtu iz svete knjige. In ko se dva srečata, recimo, da sva midva zdajle gor, a ne v tistem prostoru, oceanu, modrosti, nebesevice, ni važno, kako bi to imenovali, takrat si rečeva, rečeste, joj, meni so pa rekli, da bi mogel biti bolj toleranten, bolj nežen, si bom zbral tebe, ki si trmast otrok, pa bi bil tvoj oče, recimo, če želiš. Okej. Se pravi, oče in otroka, ne, ali pa starš, se že tam gor malo najdejo, da recimo starški se mora naučiti ljubeče, pozornosti, strpnosti, potrpežljivosti, dobi enega ful trmastega otroka, zato da se oba učita. Se pravi, zgoraj se že nekaj dogovorijo in potem duša prije na zemljo v vame. A jaz vem, kaj se je dogajalo. V bistvu najbolj ne, bolj neko ja. Ko duša vstopi na zemljo, jo spremlja tole, to je kopreno pozabe. Se pravi, je pozabe, skoraj nič ne vidim. Recimo, imam še en primer, tukaj smo si pa različne duše. Nekatere duše, ko vstopijo v ta svet, imajo tako kopreno pozabe. Evo, skozi to komi, da vidim, da je tam luč, in v bistvu se ne spomni prejšnjega življenja. Lahko je duša starejša, je njena dušna evolucija na višjem nivoju in ima tanjšo kopreno pozabe. Tako da to je najbolj debela tkanina, skozi katero res nimam možnosti videti nič, kaj se je prej zgodilo. Lahko je tanjša, da malo čutiš, kje kaj je, lahko je pa čist prosojna, tako da že skoraj jasno vidiš pred sabo. Recimo tale primer, ki že skoraj dobro vidim skozi. In to se lahko zgodi spontano ali pa skozi duhovni razvoj na tej zemlji. Koliko je za nas, kako vpliva na naše vsakdanje življenje, razmišljanje, obnašanje, tista iz preteklosti, kaj smo prinesli sabo, zavedanje, zavedno ali nezavedno? Ja, v bistvu lahko je bolj nezavedno, pri večini ljudem, lahko je pa tudi zavedno, lahko zavestno. Recimo nekdo, ki je v prejšnjem življenju bil menih, nuna, se je lahko zaobljubil revščini, celibatu, samski stan in se v tem življenju ne znajde. Tako da tiste dogovori za prisege, obljube še vedno jo spremljajo in žal potem si želi kot človek imeti potomce, otroke, ampak jo to ovira. Tako da, če pride do hudih problemov v življenju, je smiselno, da gre recimo človek odstraniti tančico pozabe, da da to slepilo stran. To mogoče, če tako gledamo drugega, mogoče oba ravnava približno enako, njemu vse uspe, meni pa nikakor ne. Ja, dva sta pridna delavca, lahko je eden celo bolj kot drugi. In en si bo zgradil hišo, vikend in imel super življenje, drug mu bo pa kar vse šlo navzdol. Ja, lahko, da je pa človek celo dolžen komu omogočiti boljše življenje. To je zdaj zelo različno pri posamezniku, zato jaz najraj ne preveč posplošujem, razen ene stvari so kot primeri. In ko tisto drugo, lahko se mora pa tudi naučiti delati z denarjem. Recimo, lahko je živel v enem samostanu, kjer mu ni bilo treba zaslužiti denar. On je preprosto samo delal, je imel hrano, imel stanovanje, ni bilo položnic in on se ne znajde. In to je pa lahko problem. To je eden izmed možnih problemov. Ja, problemov v življenju je veliko, ampak dobro.
S temi težavami lahko pridemo k vam, povprašamo, nam lahko pomagate, lahko pomagate skoraj vsakemu. V bistvu vsakemu, ki to želi. V bistvu ni treba niti postaviti vprašanja. Dovolj je, da mi nekdo reče, jaz bi pa rad zvedel, kaj se z mano dogaja. In to je vse. In reče, jaz bi rad se s tabo 1 uro, vse, mislim, preko Skypa ali pa mobitela, pogovoril, ne rabim ga videti, slišati, ne nič in jaz njemu začnem iz prejšnjega življenja do tlele. Lahko to stvar naredim v pisni obliki, tako enih 15 strani natipkam, lahko, da ima večkrat za prebrati, lahko pa to kar telefonsko, kaj hitrej, ker je pač zaradi čakalne vrste, da me pokliče in mu to razjasnim. Jaz, ko nekomu razjasnim, ne rešim nič, a ne. Mu samo dam zamisel, zavedanje, da on ve, kako sam naprej. Lahko mu pa pol še naprej pomagam, kakor želi. Prej ste, Aleksandra, nekaj povedali o osnovni dušni karmični nalogi. Meni, da je to najpomembneje. Kaj je to? Ja, zdaj osnovna duše, naše duše imamo na 9 skupin jih na grobo ločimo, a ne? In tudi znotraj ene dušne skupine je več težavnostnih stopenj. Kako bi rekli, recimo, imela sem 2 primerka, ki imata dolg ljubezni in nalogo odpuščanja. Ampak ena se je soočila s precej bolj nerazumevajočim partnerjem, druga ima pa precej bolj razumevajočega partnerja. Tako da znotraj ene skupine so različne težavnostne stopnje. Ena ima res hudo, ker vsaki povzroči neki človek, ker on ima dolg, da se nauči odpustiti. Vsak človek je povzroči nekaj, da mu ona sam še bolj zameri. In s tem, glejte, sem je rekla, mi ni povedala nič, nikoli se nismo videli. Sem rekla, vi imate nalogo, da rešite tole. In je rekla, ja, par, jaz, a veste, kaj mi je naredil moj mož? Mi je naredil to, pa to, pa to. Ja, ampak to mu morate odpustiti. Ja, ampak tudi, če je bilo tako hudo, vi imate nalogo, da odpustite, da greste pol naprej. In ja, imamo vsi težave, imamo vsi, eni take, eni drugačne. Na grobo jih je to 9 skupin in to bom tudi na Facebook takole degustacijsko. Izkoristite to šanso, ni vam nujno postati moji prijatelji. Tako da, ja, in za vse to, da mi to vidimo, pa gremo v en poseben svet, ki mnogi me sprašujejo, kako jaz to, a ne? In to je ta svet, ki mu rečemo Akaše, a ne? Akaše? Ja. Poseben svet, povejte mi. To Akaše v bistvu ta beseda je iz sanskrta. Tako, ko jaz vse, kar delam, je iz sanskrta. To je 10.000 ali še več let stara zgodovinska, religiozna zadeva, ki je v Indiji ne samo kot versko, ampak tudi miselno. Se pravi, tudi filozofija, ni samo religija. In to je tudi temelj naše tlele, kako bi se reklo, ezoterike. Če uporabljamo čakre, mantre, karma, dharma, je to vse iz sanskrta in jaz delam samo s tem zadnja leta, nič več z drugimi vejami, ker sem se tle noter toliko zelo najdla doma, ker me tudi vodi moj duhovni vodnik, razsvetljeni mojster, ki je tudi po genetiki dolgo rodov nazaj, se pravi živel leta 1000. To sem že povedala, v glavnem. In grem v to Akaše. To je svet, ki bi mu v prevodu rekli eter, ampak ni eter. Je 5. element, ampak ni element, se pravi, razen vode, zemlja, zrak in ogenj, imamo eter. Eter je 5. element, ki pa ni element, se pravi, je brezčasen prostor. Nekako bi najbližje rekli, da je to naša, bi se reklo, mreža na metafizičnem nivoju. Se pravi, naša računalniška mreža, ampak ne na fizičnem, na metafizičnem nivoju, na duhovnem, takem eterskem nivoju. In tam so shranjeni vsi zapisi od začetka do tudi naprej, se pravi, predviden scenarij, plan naprej. Sem rekel predviden, ne pa določen. To je zelo zapleteno. Ja.
kot ste prej rekli, to sem si zapomnil, rekli ste, ene duše so stare, ene so mlade. Ja. Ene duše so starejše, ene so pa mlajše. Se pravi, v našem življenju, tako ko se srečujemo Jožica, Francka, Aleksandra, Mojca, Tanja in tako naprej, imamo neka imena, smo neki ljudje. Ampak znotraj tega smo mi neke duše. Te duše, ki jih jaz videvam na avtobusni posod okrog nas, so lahko iz prejšnje inkarnacije bliže naši prijatelji, starši, sorodniki, se pravi nekdo, ki ti je bolj blizu, ki čutiš do njega, en tak bolj dušni, midva sva pa tako, kot da bi se že 100 let poznala, si rečeš. In lahko, da sta se pa res, to je tisto občutek, ki ga imaš. Se pravi, potem si že starejša modra duša, ki namesto take slepe miši, ki ne vidi nič, uporablja tole kopreno, ker se z evolucijo duše, s tem, ko se večkrat inkarnira, razvije spontano ta duhovna modrost. Lahko se pa tudi v enem življenju ogromno razviješ, lahko pa nič ne narediš za to. To je tako presenetljivo, koliko stvari lahko vpliva na nas, ki nam se sploh ne sanja, pa se pa včasih samo čudimo, lahko, zakaj nam brez truda gre ali zakaj nam pa z trudom pa ne gre. Tako, ampak bistven je tisti naboj. Tisti naboj, pravimo, imaš do nekoga naboj. Tako, ko imaš simpatijo, imaš lahko tudi antipatijo. In ta naboj se shrani prav v tem svetu Akaše. A čem narisati? Da bojo razumeli. Povejte, tole, kolikor časa nama je ostalo, to me prav zanima, ta pomembnost tega čustvenega naboja. Ja, zdaj med naboje štejemo zelo močna in intenzivna čustva. Se pravi, čustvo ni samo ljubezen, simpatija, občutek pripadnosti, ampak med čustva štejemo tudi jezo, zamere, bes, ljubosumje. In več kot imaš naboja, bolj privlačeš točno tisto, ker tisto si ti shranil tam. Se pravi, več ko imaš ljubezni, noter, ko čutiš, da moraš dati ljubezen, več privlačeš priložnost za ljubezen. Pravijo Italijani, šoldi fano šoldi, merda fa merda. To pomeni denar dela denar, tista grda stvar dela pa tisto grdo stvar. Sem malo spustila ven. Ampak eni že razumejo. V glavnem, več ko imaš ljubezni, več privlačeš ljubezni. Zato, ker ti oddajaš ta naboj, ker to ti pošlješ v svet Akaše, ti hraniš tam gor v ta eter, v to, ko bi rekli, bolj ko iščeš ene zadetke po Googlu, večja je varianta, da boš najdel, da pridejo do tebe informacije. To se zdi vse tako enostavno in, kako bi rekel, logično, če pogledamo iz določenega zornega kota. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oddaji. Takoj, kaj ne, gospa Aleksandra, na Facebook strani v živo bo gospa Aleksandra lahko razbrala vašo osnovno dušno karmično nalogo. Seveda, gospa Aleksandra vedno odprta tudi za vaše klice in, kako bi rekel, prošnja za pomoč, svetovanje, kaj ne da? Tako. Lahko komu pomagam odstraniti, se pravi, tisto tančico, če se mu stvari v življenju ponavljajo, če ne vidi logične razlage, zato ker mu nekaj ne gre, je potem lahko tudi v pisni obliki ali pa telefonsko. To poskusam razložiti. Seveda na Facebooku delam pa ene take super degustacije in pridružite se mi v čim večjem številu. Gospa Aleksandra, hvala lepa. Hvala vam za povabilo. Veliko uspeha pri vašem delu. Hvala lepa. No, drage gledalke, spoštovani gledalci, če si boste kdaj razbijali glavo, kot sem prej govoril, zakaj komu gre, drugemu pa spet ne gre, mogoče ni napak pomagati si tudi s takšnimi osebami, kot je naša Aleksandra, ki mogoče malo vidi skozi to, mi se pa trudimo gledati skozi tisto. Hvala lepa za vašo pozornost.
dušni dogovor med sabo in potem dejansko že oni s pogovorom en drugemu pucajo določene stvari. Divja liga. Tako da je to pač čisto normalno, ne?